V redu, predsednik Trump, imate največjo vojsko na svetu. Poglejmo, če lahko opravite boljše delo. Mislim, da je Izrael opravil fantastično in zelo, zelo natančno delo. Veste, ko Hezbolah strelja na naše civiliste in naše vojake, udarimo po njihovem vodstvu. Ne podremo cele stavbe. Usmerimo enega od naših izstrelkov v njihova stanovanja ali v njihovo klet ali kamorkoli že v Dahi ali v katerem drugem delu Južnega Libanona in jih odstranimo. To smo naredili. To smo naredili v Iranu. Predsednik se je povsem upravičeno hvalil, kako je bilo najvišje vodstvo v Iranu odstranjeno v prvih tednih vojne z Iranom. Kdo je to naredil? Izrael, prav. Ni nam treba povzročiti popolnega uničenja, da dosežemo svoje cilje. Tako da mislim, da predsednik pač dela, kar dela, to je njegov slog. Prav. On poda trditev, ki ima dejansko osnovo, vendar pretirava. In to počne z določenim namenom, ampak prav, to je pač trenutno stanje. Mark, ti si bil eden najmočnejših Trumpovih zagovornikov tukaj v Izraelu med republikanci, ki nadzorujejo Izrael. Ampak dogodki v preteklem tednu, ali to maja tvoje zaupanje v to, kako predsednik ravna z Izraelom in varnostnimi interesi na Bližnjem vzhodu? Ne, iskreno povedano ne. Mislim, da je ena od stvari, ki so se zgodile vsem tem, da imamo v Izraelu seveda veliko na kocki. In mi smo obstoj naše države je na kocki, ko gre za jedrske grožnje, balistične rakete in posredniške sile. Tako da imamo zelo poseben pogled na to, ki ga kot ameriški Izraelec tudi sam delim. Po drugi strani pa je predsednik Združenih držav izvoljen, da ščiti interese Združenih držav. In interesi Združenih držav niso omejeni samo na Bližnji vzhod in Iran. Svet je zelo velik. Dogaja se veliko stvari, Kitajska, Kuba, zahodna polobla in predvsem gospodarstvo. In to nikoli je po mojem mnenju bistvo celotnega memoranduma o soglasju. To je le memorandum o soglasju, ni zavezujoč dokument, ni mirovni sporazum. To je pravzaprav le nekakšna struktura za zavlačevanje. In kar predsednika skrbi, in to upravičeno, so volitve, vmesne volitve novembra. In te volitve bodo določile, kdo bo nadzoroval kongres, še posebej predstavniški dom. Običajno, kot vaši gledalci vedo, veste, v letu vmesnih volitev vladajoča stranka, v tem primeru republikanci, izgubi te sedeže v predstavniškem domu. Imamo večino 2 sedežev, v bistvu, če upoštevamo prosta mesta. In to je zelo lahko izgubiti. In če je izgubljeno, in tukaj je problem, ne gre samo za strankarsko politiko, gre za to, kdo bi prišel na oblast v predstavniškem domu novembra, če bi izgubili to večino. To so demokrati, stranka, ki je popolnoma zašla s poti. Vsi v Izraelu to vidijo. New York, Seattle, Los Angeles, Chicago, kjerkoli že je. To je stranka, ki manjka jasen politični program, tako domači kot zunanji. Kar pa ima in glede česar je popolnoma enotno, je to, da se spravi na Donalda Trumpa. In če bi dobili Belo hišo, predstavniški dom, bi takoj začeli postopek ustavne obtožbe. Začeli bi zaslišanja preiskovalnih odborov, da bi motili njegovo administracijo v zadnjih 2 letih njegovega mandata. To bi bila katastrofa. To je katastrofa. In to je tisto, čemur se poskuša izogniti. In mislim, da je najboljši način, in on ve, da je najboljši način, da se temu izogne, ker ameriški davkoplačevalec v resnici ni zainteresiran za tuje vojne. Zanima jih njihova denarnica in družinski proračun. To je tisto, kar poskuša narediti. Ta dogovor ali ta memorandum o soglasju, to ni dogovor, ta memorandum o soglasju, če bo podpisan. Mimogrede, predsednik je namignil, če ste pozorno poslušali, da obstaja možnost, da ne bo podpisan. Torej, v vsakem primeru to je tisto, kar poskuša narediti. Znižati ceno nafte, znižati inflacijo, znižati stroške hrane. To je zastalo zaradi stroškov gnojil, ki prihajajo iz Perzijskega zaliva in drugih krajev. In ameriškemu davkoplačevalcu zagotoviti močan borzni trg, močne kapitalske trge po vsem svetu in cvetoče gospodarstvo. Če mu to uspe, ima možnost zmagati na teh volitvah novembra in rešiti državo.